Danes so bile objavljene inflacijske številke za investicioni, ki kažejo na to, da se inflacija vse prej kot umirja. In sicer je leto na leto harmoniziran indeks 6,8. Zanima me, kako to komentirate, kakšno pričakujete, da bo inflacija konec leta in kaj to pomeni za slovensko gospodarstvo? No, pogledajte, gotovo je inflacija danes gotovo izjemno občuten problem, ne samo v Sloveniji, tudi v celi Evropski uniji in seveda na svetu. Prihajam iz Ruske federacije, na primer, je inflacija 15%. Torej želim povedati, da je to trd oreh in trd problem, povezan z določenimi globalnimi gibanji, dražitev cen energentov. Namreč zavedamo se, da je v vsem obdobju, na katerega se meri tudi naša inflacija, šla nafta gor toliko, da seveda je težko razumljivo. Jaz seveda nisem še podrobno seznanjen z analizo prispevkov posameznih kategorij te inflacij. Gotovo so naftni derivati zelo pomemben segment. Tudi hrana in nenazadnje vse surovine so neverjetno poskočile. Torej, to so te globalni razlogi, ki definitivno vplivajo tudi na slovensko gospodarstvo, ki je zelo vpeto, surovinsko in sicer v ta dogajanja. Zato seveda imamo na to izredno malo vpliv. Je pa res, da se seveda zdaj te stroški nekako že pretakajo tudi v stroške ostalih segmentov, kot so storitve, kot so dejavnosti, ki so posredno povezane z temi globalnimi akterji. Vlada tu vodi seveda restriktivno politiko na vseh področjih, kjer ima besedo. Naprimer, pri naftnih derivatih so trošarine na najnižji možni ravni, pri cenah komunalnih storitev mi povejte, v kateri občini se je v zadnjem letu oziroma v zadnjem letu oziroma v zadnjih 6 mesecih povečala drastično ali kakorkoli cena komunalnih storitev. Tudi vsi ukrepi nadzornih inštitucij, tako Urada za varstvo konkurence, Urada za varstvo potrošnikov, preko Zveze potrošnikov, predsedimo cene, naprimer je skupen projekt. To ni samo projekt, to ga izvajamo preko Zveze potrošnikov, to je vladni projekt, kjer sodelujemo z zasebnimi partnerji, samo zaradi tega, da je učinkovitejši. To pa lahko bi še našteval, to so ukrepi, na podlagi katerih želimo voditi protiinflacijsko politiko, seveda v okviru pristojnosti, ki jih imamo. Tudi proračuni so načrtovani bistveno bolj konzervativno za presežki, kot so bili v preteklosti. In tu smo veseli slehernega predloga, tako opozicije, stroke, kogarkoli, ki bi nadaljevali to vodenje protiinflacijske politike. Z njo bomo nadaljevali zelo, zelo restriktivno. In še enkrat, žal pa nimamo vpliva na cene surove nafte na svetovnih trgih, kako tudi ne cene surovin na svetovnih trgih, tudi osnovnih življenjskih potrebščin na svetovnih trgih. Še konec leta, kako pričakujete? Ja, težko napovedujem. Zakaj? Zato, ker je tu veliko špekulacij. Morate vedeti, cena nafte je vsaj polovica te vrednosti, od 140 € je špekulativne narave. Tudi zadnje izjave odgovornih ne gredo v prid umiritvi, temveč samo še pričakovanje dvigujejo, če nam najodgovornejši govorijo, da bo cena, ne vem, okoli 200 € oziroma $200 za sod, ne vem, $170 za sod. To gotovo ne prispeva k zniževanju cen. Je pa nekaj res, da so tudi določene pozitivne informacije, še posebej o povečevanju črpanj nafte v Saudski Arabiji, kjer je prišlo do nekega dogovora. Torej, če bo na tem področju vsaj kratkoročno gledano povpraševanje zadoščeno s ponudbo, lahko to pozitivno vpliva na blažitev cen, rešitev vidim pa samo dolgoročno v večji učinkovitosti uporabe, v več biogorivih, v torej več tudi obnovljivih virov energije, v boljših tehnoloških rešitvah, kako z manj narediti več. To je edino dolgoročna usmeritev, ki bo nekoliko zmanjšala pritisk na povpraševanje in s tem seveda lahko pozitivno vpliva na ceno.